seveda želimo, da bi prišli do dogovora, kajti vladna koalicija niti ne sme ali pa ne more zavrniti vpisa fiskalnega pravila v ustavo, kajti če ga želi vrniti na ustavno komisijo, to pomeni, da potem fiskalno pravilo ne bo dobilo zadostne pomoči. Tega si pa niti ne moremo privoščiti, kajti Evropska unija bo od 1.1.2014 lahko dodeljevala pomoč iz evropskega mehanizma za pomoč samo državam, ki bodo vpisale fiskalno pravilo v ustavo. In s tem, ko bomo zapisali fiskalno pravilo v ustavo, se bo nekako razbremenil, če tako rečem, tudi pritisk na Slovenijo, tako zunanji kot notranji pritisk. Menimo pa tudi, da ni neuresničljivo, da tudi letnica 2015, kajti po projekcijah, po izračunih bi morala Slovenija dodatno privarčevati približno 575 milijonov evrov, kar ni nedosegljivo, hkrati pa tudi vemo, da v kriznih letih lahko proračun do neke mere odstopa od predvidene uravnoteženosti. Seveda v Novi Sloveniji bomo podprli zapis fiskalnega pravila v ustavo z letnico 2015. Menimo, da smo predolgo odlašali, predolgo čakali, zaradi tega so se nam tudi bonitetne ocene poslabšale. In kolikor bomo to zapisali, seveda to ne zadostuje, ampak moramo potem to politiko tudi izvrševati. Vemo pa tudi, da država predvideva prodajo nekaterih državnih podjetij in menimo, da s stabilnejšim položajem bodo te prodaje lahko tudi ugodnejše za Slovenijo.